Dobrodošli v rubriki Zgodba zate. To je pripoved, ki si vzame čas. Zgodba za poslušanje. Zgodba za ta trenutek. Pravljice za vse generacije Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Svetloba, ki je potovala iz dlani v dlan. V mestu, kjer so se dnevi pogosto začenjali enako, je živela ženska, ki je vsak dan naredila eno majhno stvar. Ni bila posebna stvar, ni bila opazna in nikoli ni trajala dolgo. Včasih je bil to pogled, ki se ni umaknil prehitro. Včasih prostor na klopi, drugič tiho vprašanje: ste v redu? Ljudje teh stvari niso beležili, niso se o njih pogovarjali, a ko so se zgodile, je v zraku ostalo nekaj več svetlobe kot prej. Ženska ni verjela v velike preobrate, verjela je v majhne premike, v to, da se dan lahko obrne zaradi drobnega trenutka. Ko je hodila po mestu, je opazovala ljudi, ne zato, da bi jih spreminjala, ampak da bi jih videla. Nekega dne je v parku srečala moža, ki je sedel sam in gledal v tla. Ni mu rekla ničesar, le sedla je poleg njega. Sedela sta v tišini, dolgo, in ko je vstala, je mož dvignil pogled. Neveliko, ravno dovolj, da je videl pot pred seboj. Drugič je pomagala deklici, ki je jokala pred trgovino. Ni je tolažila z besedami, podala je robček in počakala, da se je jok sam umiril. Ljudje so žensko poznali, ne da bi vedeli zakaj. Rekli so, z njo je lažje dihati. In morda so imeli prav. Nekega večera, ko je bila utrujena in ni imela več moči za majhne stvari, je neznanka na ulici pridržala vrata. Ni rekla ničesar, le nasmehnila se je. Ženska je obstala in razumela. Svetloba ne izgine, če jo deliš. Potuje iz dlani v dlan, iz dneva v dan. In v mestu, kjer se ni zdelo, da se dogaja kaj posebnega, je bilo več svetlih trenutkov, kot so jih znali prešteti. To je bila zgodba zate, Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Zgodba o tem, da upanje pogosto nima velikih besed, ampak se začne z majhno gesto. Hvala, ker ste nam prisluhnili. Ostanite z nami in zgodbo tudi prihodnjič.